In lep pozdrav vsem skupaj. Vse veste, kako je na ceste, na vreme, na nogomet, se vsi dobro spoznamo in vsi razpravljamo o njem oziroma o vseh teh tremah in v gostilnah in pri zdravniku, skratka posod tam, kjer se srečujemo. V teh dneh se pa pretežno govori o cestah in toliko bolj, ker je njihovo stanje prej kot slej vzpodbudno. Imamo kar več kot 70% cest, ki so v kritičnem stanju. Denarja za ceste je iz leta v leto manj in letos ga imamo praktično samo za najnujnejše redno vzdrževanje in za dokončanje evropskih projektov. Od 17 mostov, na katerih so danes omejene oziroma vzpostavljene omejitve, bomo letos sanirali le 2. In vse se lahko zgodi, da bo na ta spisek prišel letos še kakšen most z dodatnimi omejitvami. Da o vseh investicijah in projektih, ki so in čakajo na izvedbo, niti ne govorim. Danes tukaj med vami verjetno ni nikogar, ki se ne bi strinjal z hitro diagnozo stanja glavnih in regionalnih cest. Danes je ena rdeča nit v zdravstvu in zato postavimo diagnozo, to so ceste v predinfarktnem stanju in so dejansko nujno potrebno zdravljenje. V tem letu vodenja direkcije, ki je za mano, lahko malo za šalo, malo za res, najbližje prispodobo opišem tako svoje delovno mesto kot delo zdravnika na urgenci. Reševali smo najnujnejše, da ne bi prišlo do kolapsa. Ker pa, tako kot je tudi predsednik vlade povedal, ker pa nisem oseba, ki jamra in tarna, ker sem navajen že iz gospodarstva iskati rešitve tukaj in zdaj, smo z sodelavci na direkciji hkrati iskali poti, kako lahko kaj spremenimo, ukrepamo, rešimo ta kronični problem. In to zdravilo je akcijski načrt obnove glavnih in regionalnih cest. S tem akcijskim načrtom spreminjamo koncept obnove državnih cest. Postavljamo novo vizijo direkcije za naslednjih 6 let in kot najpomembnejše postavljamo stabilno okolje. Kar pomeni, da se ne bomo več pogovarjali o tem, kateri objekti kličejo po obnovi, ampak bomo govorili o tem, kako bomo izvajali gradnjo in obnovo vitalnega cestnega omrežja, strateškega cestnega omrežja. In kaj pa je sploh akcijski načrt? Vsi dobro vemo, direkcija upravlja 6000 km državnih cest, dobrih 1800 km naših cest je tistih, ki so vitalnega pomena za funkcioniranje gospodarstva. Vkolikor te ceste kolapsirajo, Slovenija lahko pozabi na vse optimistične scenarije izhoda iz krize in pa razvoja. Do sedaj se je razpoložljivi denar razpršeno razporejalo na celotno omrežje, akcijski načrt pa predvideva, da se vsi, poudarjamo, odseki cest rangirajo po pomembnosti za gospodarstvo in prebivalstvo, ter potem razpoložljiva sredstva po tem vrstnem redu tudi skozi investicijsko vzdrževanje vrača oziroma vlaga na te odseke cest. Govorimo o investicijskem vzdrževanju, kajti redno vzdrževanje ostaja tako, kot je bilo do sedaj in se izvaja na celotnem omrežju. Denarja, vemo, ni dovolj. In glede na to, do kakšne mere smo pustili propadati ceste v preteklosti, ga še verjetno desetletja ne bo dovolj, da bi lahko obnovili v obsegu in standardu ceste na primerljive najrazvitejšim državam. Kaj pa lahko
z razpoložljivim denarjem naredimo, da dosežemo največji učinek. Do sedaj so se dela izvajala po posameznih točkah odseka. To je pomenilo toliko javnih razpisov, toliko gradbišč, toliko ovir v prometu in le redko smo odsek sanirali do te mere, da bi ga lahko za investicijski posegi pustili na miru nekaj let. Akcijski načrt pa predvideva celovito obnovo odsekov v točno določenem časovnem terminu. Da se hkrati sanira tako, bom rekel, problematične brežine, objekte na tem odseku, opravi vse potrebno, da je dejansko odsek zaključen in ne bo potrebno na njem še nekaj let nič postoriti kot samo redno vzdrževati. In zakaj je to še tako pomembno? Ker morajo uporabniki vedeti, kdaj bo kakšen odsek prišel na vrsto, to je eno, občine in upravljavci komunalnih vodov za to, da bodo lahko pripravili svoj del projektov, gospodarstvo, ki je v veliki meri vezano na dobavo just in time, da bo lahko omejitve v prometu vštelo v svoje kalkulacije. Gospe in gospodje, gospodarstvo in mi uporabniki imamo zaradi stanja cest danes skoraj 100 milijonov evrov dodatnih stroškov letno. To je nesprejemljivo. Zato sem kot eno prvih predpostavk akcijskega načrta izpostavil rangiranje cest po pomembnosti. Govorimo o strateških cestah. Teh je 1882 kilometrov. In to so ceste za gospodarstvo, za prebivalstvo. Zanimivo je, da so to ceste, ki v veliki meri najdemo tudi na zloglasnem Eurorapovem seznamu črnih cest. So to tudi ceste, ki jih največ uporabljajo prebivalci za dnevne migracije in so tudi to ceste, ki se ujemajo z razvojnimi osmi. Torej je na dlani, ki je moramo začeti z vlaganji in zakaj si ne moremo več privoščiti razpršenih vlaganj. Vprašanje na mestu je, od kje denar. Danes smo kar nekaj tega slišali, bi rekel, tako imamo srečo, da vsi odločevalci na tem mestu, moram posebej še izpostaviti gospoda ministra, razumejo stanje tega našega bolnika in intenzivno iščejo rešitve zanj. Kar pomeni, da bomo lahko izvedli akcijski načrt, potrebujemo stabilno in trajno financiranje 6 let, 12 mesecev na leto. Splošna javnost se ponovadi, oziroma se sprašuje, zakaj v tujini se izvedejo dela v nekaj mesecih, mi pa imamo gradbišče odprta kar nekaj let. Le malo kdo ve, kako togo je financiranje in koliko omejitev je postavljeno ob črpanju proračuna. Čakamo najprej na sprejetje proračuna, potem se postavijo omejitve črpanja, prepove sklepanje pogodb, saj je potrebno sprejeti nov rebalans. Če imamo srečo, da potem po rebalansu ostane še kaj sredstev, potem koncem leta na jesen moramo ponovno pregledati, ali imamo dovolj financ in ali moramo dejansko prekiniti za izvedbo projekta. Najmanj, kar je, vsaj 3-krat moramo kontrolirati, ali še imamo denar za izvedbo projekta. Najprej sploh ne smemo razpisati izbire izvajalcev, če nimamo sredstev. Drugič, ne moramo izdati sklepa o izbiri, če nimamo sredstev. In tretjič, ne moramo podpisati pogodbe, če nimamo sredstev. Takšno administrativno vodenje projektov je izredno drago in zamudno. Da bi lahko iz vsakega evra iztisnili čim več, je nujno potreben operativen denar. To je tako, kot v gospodarstvu obratna sredstva. Minister je več povedal o svojih prizadevanjih za ustanovitev infrastrukturnega sklada danes in torej tega ključnega mehanizma,
ki bo, vsi upamo, omogočil izvedbo tega akcijskega načrta. Kot veste, smo ob prehodu v novo leto direkcija prešla z Direkcije Republike Slovenije za ceste v Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in zadolžili smo jo še za izvedbo izgradnje, vzdrževanje in obnovo železniške infrastrukture. Naj mi sodelavci iz področja železnic ne zamerijo, ker nisem že uvodoma izpostavil njihovega področja dela. Sam to združitev področji železnic in cest v eno direkcijo pa ne jemljem kot dodatno delo, ampak kot dodatno motivacijo. Akcijski načrt se pravi ne pomeni le spremembe v pogledu na to, kaj in kako delamo, ampak pomeni premik v razmišljanju, za koga delamo. Delamo za uporabnike in če lahko na primer prestavimo tovor na železnico, razbremenimo cesto in s tem imamo zadovoljnega uporabnika. Akcijski načrt za obnovo cest moramo razširiti in prav je, da ga razširimo na celotno infrastrukturo. S tem bodo doseženi najboljši rezultati za gospodarstvo in prebivalstvo. Kaj je torej ključno? Ključno je dvoje. Prvič, stabilnost. To pomeni, da vlada sprejme 6-letni srednjeročni program dela in da natanko vemo, koliko sredstev za investicijsko vzdrževanje imamo na voljo. In drugič, da so ta finančna sredstva operativen denar. Torej, da direkcija ve in kakšne možnosti ima za nemoteno izvajanje projektov od 1. januarja do 31. decembra in to 6 let zapored. Z akcijskim načrtom garantiramo, da bomo z 200 milijoni letno v 6-letnem obdobju obnovili polovico omrežja glavnih in regionalnih cest. In to v takih korakih. To je prvo leto 200 in tako naprej. Vsako rdeče je tekoče leto, modro je leto oziroma projekti, ki so se izvedli v preteklih po odsekih. Dragi udeleženci, verjamem, da smo tukaj zbrani, prava ekipa za izvedbo akcijskega načrta, našega skupnega temelja za izhod iz nastale situacije. In naj vam na koncu zaželim uspešen kongres in prijetno druženje še naprej. Hvala.